Po zgodovinskem četrtkovem evropskem večeru v ljubljanskih Stožicah, ko so Domžalčani izločili nemški Freiburg in se uvrstili v zadnji krog kvalifikacij za vstop v skupinski del Evropske lige, so morali varovanci Simona Rožmana hitro misli preusmeriti v nadaljevanje prve lige Telekom Slovenije. V četrtem krogu je v športnem parku Domžale gostovala podprvakinja Gorica, ki je bila v novi sezoni še brez točke. Trener Simon Rožman je želel opraviti 6 zamenjav v udarni enajsterici, a je bil primoran narediti še eno več, saj je imel na ogrevanju težave Gaber Dobrovoljc. Namesto njega je svojo prvo tekmo v rumenem dresu odigral Faruk Gačan. Tekmo so znova začeli 4 doma vzgojeni igralci, Žan Žužek, Jan Repas in šele 18-letna Matija Rom ter Adam Gnezda Čerin. V prvem polčasu tekma ni ponudila veliko priložnosti, prvi dogodek pa že v 18. minuti, ko sta z glavama trčila Amedej Vetrih in Miha Gregorič. Igralec Gorice je lahko nadaljeval s tekmo, Vetrih pa je moral igrišče zapustiti, zamenjal ga je Lovro Bizjak. Prva priložnost v 29. minuti, predložek v kazenski prostor, do strela je prišel Matija Rom, na pravem mestu pa Grega Sorčan. V 33. minuti priložnost tudi za Gorico, do strela je prišel Marinič, meril pa je nenatančno. In še 43. minuta, Franjič proti kazenskemu prostoru, Bizjak je žogo namestil Gnezdi Čerinu, ta pa je streljal za las mimo desne vratnice. Prvi polčas se je končal z izidom 0-0, veliko več razburjenja pa je bilo v drugem delu igre, sicer pa pri Goričanih tudi prva zamenjava na mesto Žigona v igro Andrija Filipovič. 47. minuta, Filipovič v sredino, do strela Jan Humar, žogo je odbil Milič, potem pa je bil v prepovedanem položaju Filipovič. V 52. minuti kot za Goričane, Domžalčani so žogo uspeli odbiti do Uroša Celcarja, ta je močno sprožil z levico, vratar Milič je žogo odbil precej, na pravem mestu pa je bil Jozef Edafe, ki je poskrbel za vodstvo gostov z 1-0. To se je zgodilo ob številčni premoči, saj je zdravniško pomoč potreboval Tilen Klemenčič. Domžalčani so hitro odgovorili, priložnost le 2 minuti pozneje, Adam Gnezda Čerin je streljal za las previsoko. V 57. minuti nova akcija Goričanov, žoga je prišla do Filipoviča, ta je takole sprožil zgornji levi kot, Milič pa je s konicami prstov žogo odbil v kot. V 59. minuti pa izenačenje, Zeni Husmani, ki je 5 minut predtem zamenjal Žana Žužka, je na desni strani našel Roma, lepa podaja v sredino do Franjiča, Hrvat pa je z levico premagal nemočnega vratarja Sorčana in izid izenačil na 1-1. Franjič je v izjemni strelski formi v domačem prvenstvu, to je bil že njegov 4. gol v letošnji sezoni. Domžalčani so bili v nadaljevanju nevarnejši, tekmec naslednjo priložnost so imeli v 71. minuti, ko je močno lilo v Domžalah, takole je Gnezda Čerin žogo spravil do Ožbolta, ta z glavo do Bizjaka, ki je močno sprožil z levico, na pravem mestu pa vratar Grega Sorčan. Minuto pozneje znova v napadu Domžalčani, to je bil Luka Volarič, ki je uspešno preigraval, podaja v sredino, odbita žoga do Husmanija, strel 16 metrov pa je z glavo v kot odbil Celcar. Potem pa napaka v obrambi Domžal, do žoge je prišel Filipovič, ki jo je spravil do Mariniča, strel z levico je Milič odbil, akcija se je nadaljevala, Edafe do Filipoviča, na pravem mestu pa znova vratar Milič. V 83. minuti Gača na polovico Gorice, pri žogi Ivan Firer, takole je podal na drugo vratnico, za las pa je zamudil Lovro Bizjak. In še 87. minuta, dolga žoga Miliča, v skoku Firer, Alen Ožbolt je nadaljeval akcijo, lepo podal do Bizjaka, ki je bil hitrejši od Sorčana, toda ta je uspešno odbil in ostalo je pri zidu 1-1. Ja, ena težka tekma je za nami, bom rekel zelo spremljivi vremenski pogoji, spet smo nekako, bom rekel, zarotirali, iščemo predvsem zdrave igralce, moramo se zavedati, da je ritem izredno naporen. Jaz bi kljub vsem tem mladim fantom čestito, ni lahka stvar, dejansko že zdaj kar nekaj časa, bom rekel, dobivajo priložnost in mislim, da jo imajo, bom rekel, zelo solidnem nivoju, no. Tako da še enkrat iščemo nekako zdrave igralce, kar nekaj davka je pustila ta zadnja tekma.
Na koncu mislim, da pravičen remi. Domžalčani s 7 osvojenimi točkami zasedajo 3. mesto. V naslednjem kolu jih čaka derbi z vodilnim Mariborom, ki ima edini v prvenstvu 100% izkupiček. Obračun v Ljudskem vrtu se bo začel v petek ob 20:20.